Že? Pa kdo je zaposlil tega odštevalca? Se upravičujem že tehnično na samem začetku tega resnega dogodka. Da, joj, pa... Mater so tečni deli, ej. Evo, prosim, zdaj me pa puste primer, da končno začnem. Takole, dame in gospodje, drage poslušalke, drage poslušalci, ljubitelji kuhne in pa seveda tudi že kar nekaj videnih in pa še videnih slabih stylingov. Lep pozdrav z Rdeče preproge, kjer bomo tudi letos ovekovečili seveda najboljše igralske vložke. Sam trenutek so mi napisali, pa moram tole še prebrati. Seveda, Oskarji so za nami, pred nami pa najbolj pomembna podelitev verjetno v celotni galaksiji. Akademija Roškar bo tudi letos seveda zlate kipce podelila vsem, ki si to zaslužijo, pa verjetno tudi ne zaslužijo. Dame in gospodje, imamo pa že, tukaj leži kar prvi par, dobrodošla. Prvi par, všeč mi je, da sta prišla skupaj Miha Deželak in Ana Morel. Kakšni so občutki pred še enim dogodkom Roškarji 2024? Absolutno v pričakovanju škandala, vsaj enega, ampak tudi dobrih nagrad oziroma nagrajencev. Miha, tudi za vas imam. Ja, nisem še občutkov. Še občutke, ja. Ja, počutim se pompozno, tako v pričakovanju teh kipcev, ne, da cela Slovenija vidi, kaj se dogaja tukaj v slovenskem Hollywoodu. To smo mi. Zdaj me najprej zanima, a ciljata tudi letos na kipec? Ne, jaz bom ostala skromna in se pustim presenetiti, absolutno. Ja. Miha? Ja, jaz bi bil vesel kipca, ne, vsako stvar, ki dobiš, je fajn imeti, ne, da neki dan prineseš, če je ena taka velika zgodba, mislim, če je ena prireditev, je fajn, ne. Nas kar mudimo se, gremo naprej. Sem imel še veliko vprašanj, ampak žal. Ljudje, kaj ćemo zdaj narediti? Imamo še koga? Imamo še nekoga v družbi ministrice za okolje in prostor, Denis Avdić in naša Ordanka. Lepo pozdravljena. Mogoče, Denis, če samo eno vprašanje, ne da namigujem, ampak pogledajte, ali je kaj možnosti, da letos kipčevi nagrajenci bodo tudi tisti, ki mogoče financirajo Akademijo Roškar? Ordanka. Ja, če nekdo, ki je v vseh pisarnah, nekdo, ki ve, pozna vse mize, pa vse predale, če ona ne ve, pol res noben ne ve. To je pametno. Modro je molčati, Ordanka, tako da, to je to. Ordanka, sam povejte, imate pripravljen govor za nocojšnji kipec, ki ga po vsej verjetnosti računamo, da boste dobili? Pa pozdravljam sve, to je to. Hvala lepa. Točno to. Kar lepo naprej po Rdeči preprogi. Ni bilo za širšo denarja, takole oska je, tako da kar malo merkita, pa čevlje bi si lahko tudi malo da... lepo pozdravljeni, to pa včasih pridejo tudi nepovabljeni gostje. Nimamo časa. Nimamo? V redu. Mogoče sam na hitro vprašanje. Roškarji letos prvič, vem, da sami ste prišli. Mislim, se nisem pričakoval, da bo družba, ampak... Jaz sem bil tukaj že ob uri, ki je bila napovedana in zdaj zamujate že 15 minut. Ni dober začetek, lahko rečem. Temu bomo rekli seveda, ker je akademska prireditev in nekateri tega še ne vedo, ker niso še bili očitno nikoli. Akademskih 15 seveda dopuščamo. Mi smo v kletnih prostorih Radia 1, kjer se seveda za tak graciozni dogodek tudi spodobi, kjer ima naš Janez, bom dokončal stavek. Dobrodošli. Dino Kapetanovič v spremstvu še nekoga, ki se nocoj bori za kipec? Jaz se ne borim, meni ga bojo po moje sam dal, pa njemu ga bodo tudi sam dal. No. Jaz sem ga že lani dobil in sem ga takoj po prireditvi sem ga otaknil v predal in to je to, no. Ampak se pa ful veselim. No. Mogoče, Gregor, bo prostor tudi pri vas v predalu najdu, če ga dobite? Tudi če ga ne bomo najdli, bomo naredili. Odlično. Naj tam ostane in v predalu naj ostane seveda in naj v tej dišeči opravi kar še vedno. Hvala lepa, enako. To so te stylinge, o katerih seveda govorim. Dobrodošli. Se upravičujem. Bi šel sam na WC. V redu je, ta prav prostor je, kjer odtočete, to ste v redu prišel, to je to. Tako je, dame in gospodje, toliko z Rdeče preproge, jaz mislim, da smo dobili ta občutek, kako bo ta prireditev potekala naprej, zdaj se pa kar selimo v to graciozno dvorano, kletni prostori Radia 1, kjer naš hišnik Janez shranjuje kramo. Tako da uživajte.
Spoštovani obiskovalci slavnostnega amfiteatra v kleti Akademije Radia 1. Ker se nismo uspeli dogovoriti o mojem honorarju, je ta napoved ista kot lani. Udobno se namestite, izklopite vse analogne aparate. Pardon. Vzdržite se dotikanja sodelavcev in se pripravite na 4. zaporedno podelitev najbolj zaželenih nagrad z področja audiovizualne umetnosti, svetovno ali pa kar vesoljno priznane Akademije Roškar. Sedaj pa prosimo vstanite ali pokleknite, samo ne pobegnite. Za predsednika, blagajnika in reditelja Akademije Roškar in tudi voditelja Roškarjev 2024. Z vami je Robert Roškar. Lepo zdrav, dober večer. Na črtico. Dragi glas, hvala lepa za tole slavnostno napoved, cenjene obiskovalke in gledalke, prečudoviti obiskovalci in gledalci, prekrasni nominirani poslušalec in še en drugi poslušalec, ki ste tukaj z nami, in tudi Denis Avdić. V veliko čast mi je, da odprem podelitev audiovizualnih radijskih nagrad Roškarji 2024. Lepo vas prosim, kdo rabi Oskarje, če imamo Roškarje? Oskarji so ob 3 ponoči, kdo gleda to? Nismo več stari 20, da gledamo Oskarje. Letos poteka že legendarna 127. podelitev in treba priznati, čas nenormalno mineva. Poglejte, tole je slikca od nas. Pa se eni tam hitro starajo. To je moj. Prisežem. Dober večer. Greva skozi? Kaj piše tu? R, O, Š, K, A, R, ne piše Ramšakarji. Ne piše Ramšakarji. Naprej, izvoli. Gremo prosim k podelitvi. Danes sem z vami v vlogi voditelja. Sem pa tudi ustanovitelj, predsednik, tajnik, častni član in če bi slučajno kdo želel biti sponzor Roškarjev, tudi blagajnik Akademije Roškar, znan sem pa tudi kot Robert Roškar mlajši. Mlajši, ja. No, jaz sem očitno kar sama najavila, jaz sem Anja, zavedno Ramšak. Nažalost so z nami tudi nezaželeni. No, glede na to, da sem jaz ponovim zaročena, ti pa še zmer samski bi se v nezaželenosti lahko dolgo pogovarjali, pa ne bomo, gremo. Pri svetem Bogu ratalo tega bogega reveža v jaga. Se boš prebolel, gremo k nagradam, ajde. Gremo torej na podelitev Roškarjev 2024. Danes mi jih bo, poleg Anje, ki živi ljubi sveti Bog ni povabil, pomagal podeliti tudi tako kot lani simpatična hostesa. Veš kaj, letos nismo mogli skompenzirati hostese, tako da sem malo drugače priredila scenarij. Kaj imaš ti sploh pri organizaciji? Danes bo z nami še, dame in gospodje, hostesnik Noel Cerar. Nimamo denarja za eno... Noela se lahko nedolgo časa nazaj spoznali pred Valentinovim, ko sem z Rošem uštimala zmenek za Valentinovo. Hkrati pa smo se tudi zmenili, da se bomo malo drugače uštimali in odpeli kakšen gumb. Ja, počasi, ne še zdaj. No dobro, pa bomo pomagali čez. Seveda naša Čurina pride brez da kdo karkoli vpraša in še vmeša se v organizacijo. Prosim, začnimo. To pa je, kot je. Začeli bomo s tradicionalno prvo nagrado. Nagrado, ki slavi ljudi, ki nam stojijo ob strani. Pa če to hočemo ali ne? Nominiranci za Roškarja za stransko vlogo so Robert Roškar, in ženska, brez katere bi na radiju živeli kot v svinjaku. Naša ministrica za okolje in prostor, Ordanka. Ordanka, ok, kaj moram narediti? Jaz moram pucati za radio. To je moja prva dobrodelna stvar. Da obrišeš okna. Obrišem okna? Pultove. Obrišem pulte? Usisaš nešto. Da usisam nešto? Ordanka, ki me nadzoruje, boš povedala, a dobro delam, ali... Kamera dobra. Za pred kamer...
Bravo, Urdanka. Prosim lepo za kuverto, hostesnik. Torej, za dokaz, da lahko, ko gre za čistočo, Roškarja na stranski tir potisne tudi stranska vloga, Roškarja za najbolj stransko vlogo dobi Urdanka. Smola, Rošen. Urdanka, čestitke, prosim, pokipec. Bravo, Urdanka. Imamo mikrofonček za Urdanko, da bo kaj povedala? Hostesnika ga, prosim. Dajmo, prosim, ja. Sej Urdanka. Ja, Urdanka, čestitke, ja. Bravo. Bova naredila kak zahvalni govor? Pa hvala svima. Ja sam tebi rekla da nije sve za pred kamere. Ne pobeđam te što se snimaju. Hvala lepa. Hvala svima. Bravo, Urdanka, vse najboljše. Hvala. Zasluženo. Hvala, hostesnik. Urdanka ima sina Filipa, ki mimo grede v Kopru magisterij dela iz umetne inteligence. Hvala to? Bravo, vsaka čast. Ampak veš, kaj bi rad povedal, da sem bil realno že pri prvi nominiran. Obetavno. Super. Res obetavno. Gremo k drugi nagradi, v kateri se posvečamo tistim, ki so zadnji, ne prvi. Čisto nova kategorija letos, ker Roškarji so prireditev, ki uvaja nove novosti. Konkurenca je bila huda, Akademija je le izbrala nominirancem. Nominiranci za Roškarja za video z najmanj ogledi so Robert Roškar, Dober večer. Dober večer tudi vsem gledalcem doma pred malimi ali pa velikimi sprejemniki, pred računalniki, tablicami, telefoni, zvočniki in dobrodošli na tretji anualni prireditvi Roškarji 2023. Tako je. Prav povedal na začetku. in dinamični duo Matjaž Lovše in programski direktor Gargamel. V Domžalah naredijo vedno lep sprejem, lani so igrali IMSE, upam, da bojo letos tudi. Tako da res je vredno priti v Domžalah, če ste bili iz okolice, si vzemite čas in pridite pozdrav do Želaka, sprejem. No. Moram reči, da tu imaš realne šanse. No, je Gargamela premagati ni neka huda čast, moram priznati. A ja, to sem na glas rekel, još. Ok, v redu. Hostesnik, kuverta, prosim. Aha, boš ti. Dame in gospodje, za izjemen trud, ki je prinesel izjemno majhen učinek, Roškarja za video z najmanj ogledi prejmeta Matjaž Lovše in Gargamel za pregled trase Deželak Junak 2023, pa nič ostaja. Nič ostaja, Gargamel, ker nam rejtinge zbijaš, se vidiš, da so ogledi ekstra slabi. Tako da Noel, prosim, če kar dostaviš. Bomo dostavili Roškarja, hvala lepa. Zahvalil bi se Roškarju, ki mi je dober vzor, kako narediti najslabši video. Mami, očetu, bratu. Hvala lepa, ja. Mogoče moš naslednjič rit pokazati, kar pomaga, veš? Naprej. Gremo k naslednji. Najbolj poredni nominaciji. Všeč mi je, da so poredne nagrade. Gremo, tu pa, da nagrada je moja. Nominiranci za porno Roškarja leta so pričakovano Robert Roškar, Kaj itak bo že danes objavljen? Seveda. Seveda je rad pokazal zdelega. A to Facebook tolerira, ali kaj je že? in za čuda Matjaž Lovše. Imate Lovše te že šiša 2-0, Roše? Ni 2-0, 1-0, pa ni nujno, da bo to. Glede na konkurenco je po moje kar nujno. Pripravite mi kuverto, lepo prosim. In zdaj potrebujem nek drama moment, drama efekt. A kar ti podeljuješ nagrade? Dragi gledalci in gledalke, ker Matjaža Lovšeta ni tukaj, sem se jaz v imenu Akademije Roškar samozavestno odločila, da Roškarja, za porno Roškarja leta prejme... Posnetek, prosim. Jaz največkrat rečem vagina. Mi smo imeli v JJ, malo drugačno. Lubika, valjda. Jaz sem to z mami govorila, še lubika. Ne, čeprav jaz tudi z Jaktom.
Ne rečeš, boliš mi lulik. Ne, to Stari, to je skoraj kamorilsko orodje. Če bi enega fanta iz vasi vprašala, kaj si misli o enemu moškemu mislemu, ki ima te oske hlače, pa Armani, pa to bi rekel, taj peder. Ja, ful me prišlo. Najboljši seks. Oni tak ne bi, oni tak vas vesel. Super si bil, ker žrebac, bravo. Če daš ti noge na razen, pa se gledaš, oprosti, ni to glih sončni zahod. A miš, da grem jaz k ginekologu, pa sem tu na uja. Ne bi. Jaz sem v častku, no. Klara, povej, kaj imaš oblečen? Vibratijske gatke. O moj bog. Ne bomo gasili. Preveč maše. No, pa pustil pa pršal klep. Ti bi ful mislili, da dolžina mogoče še malo bo pomembna debelina. Ja. Če je deževnik, pač ni nekega feelinga, no, pač povem. Tako 3 dni prej, moram paziti, kaj bom imela, ker čez 3 dni bova vrat. Ne vem, kaj moram narediti. Jaz sem pač tega usta. Ja, tega ti usta. Te kristalčki. A to pač bolj samo mladi uporabljajo, ali tudi starejši? Recimo bi Vesno dejansko pomladili to, ali bi še vsem zgledala stara? Zakaj mene? Jaz nisem Ne, no, se res ti gledaš, veš, kaj da smo te iz ceste pobrali. Ta del sem pa zamudila. Jaz bi sam rada povedala, ni to tvoja prireditev na tak način, pa tule so ti dali zastati. Hvala lepa. Gostom nastavljam. Najbolj pikanten podcast v Sloveniji ta hip, tisti dnevi v mesecu. Teme, v katerih se pogovarjajo Vesna Ban, Lara Tošič, Barbara Majič in Kaja Kovačič. A je Kovačič? Kovačič. Kovačič, super. Z gosti si je samo na YouTubeu ogledano Oh my God, Kovačič je? Krepko čez 500 000 ljudi. Čestitke, nagrado bo prevzela idejna vodja in voditeljica tega podcasta Vesna Ban. A ja, in hvala Vesna, da Rošija še nisi povabila oddajo, naj tako tudi ostane. Hvala lepa. Hej. Čestitke, Vesna. Hvala lepa. Izvolite. Ful hvala za nagrado, hvala norim puncam, ki so verjeli v ta projekt, pa šla zraven, pa celi ekipi, ki stoji. Roši, tebe bomo pa povabili v oddajo, smo se skupinsko odločili. Je pa res, da bo verjetno ta zadnjo. Kjer ta zadnjo? Od vseh Hvala lepa. V ta zadnjo v sezoni? A vidiš, da je fajn, da je Ramšak malo priredila vse skupaj, da je bolj gledljivo in zanimivo. Ok, naj samo povem, da se mogoče roškarji doslej niso razpletli čisto zares po mojih planih, ampak... Nič hudega, tako je v življenju. Gremo naprej. Imamo še nekaj časa. Gremo naprej. Kaj je že na vrsti? Naslednja nominacija? Glas izvoli. Nominiranec za roškarja za Ičkota leta, Robert Rošič. Ljudje, enega ful dobrega imam. Ok, kaj dela gepard v knjižnici? Čita. A razumeš? Čita gepard. Čita gepard? A tako bo ostalo? Bo še kakšen video ali to je A gre še grafika dalje? Aha. Denis Avdić je tudi očitno nominiran. Arrest her! She's a drug dealer! Pa poglejmo. Nagrado za Ičkota leta dobi nekdo na Ič. Denis Avdić. Ti še kar malo sedi, ker nagrado dobi Ranko Babič. Da ne bo slučajno rekel, da imamo, kdo rekel, da imamo kuhno. Ranko, čestitke. Čestitke. Hvala. Smo nismo odprli. Ranko, čestitke, objavčki. Hvala. Bravo, vsaka čast. Mogoče kakšna beseda ali dve, izvolite. Čestitke. Denis, ja, nisem kriv. Upam, da me naš vrgu iz Ičkota. Mislim, da sem pa to dobil, nisem presenečen. Vse sem še kar pri Ičkotih, a ne? Ja, okej. Ti imaš najboljšo službo, pa najboljše sodelavce na svetu. Še posebej roškarja. A razmišlja, ja. Ta zaprta, ja, ni mi všeč, ja. Tako da je rekel, vse je v redu, ja. Tako da, kam se vse? A se bi zahvalil, kaj? A ja, zahvalil bi se, pa sem se že vse zahvalil, rekel sem. Ja, zahvalil bi se za... A to lahko jaz odnesem domov? Ja, sam pol vrnje, kaj imamo za druge. Ja, prav moje. Ja, zahvalil bi se vsem. Kdo pa je glasoval, da sem jaz dobil Ičkota? Vsi, razen Denisa. Bilo je eno glasno. No, zahvalil bi se vsem razen Denisu in tako da, meni je prav malo bad. Zakaj? Ja, ne vem, žal mi ga je, gledaj, bi zamislil, da ga ima, pa sem mu ga vzel.
Bogi je, da nima nobenega roškarja, pa da tudi v prihodnosti nam nobenega dobo. Se lahko hitro zmenimo. Tako da to je to, no, hvala vam, no. Ni pa tvojega imena gor, tako da po prireditvi ga lahko daš, da ga imamo za drugo leto. Okay. Izvolite, kar tjale, se lahko sedeš ranko med Denisu. Takole, zdaj pa, ker smo, dame in gospodje, ravno na polovici nagrad, sledi ena pauza. Evo, smo že nazaj z pauze in nadaljujemo z naslednjo nominacijo. Nominiranci za Roškarja za Barbie leta so Robert Roškar, I'm a Barbie girl in my Barbie world. Prosim, da nekdo Anjo Kaj pa? odmakne z mojega vidnega polja. To je tvoj problem, ne moj. Jaz bi samo rad povedal, da si lahko samo ti srečna, da jaz ne znam tebi, bab. Ego na Eurosong s tem avtom. Veš, kam boš ti šla s tem avtom? Jaz te bom zapeljal direktno na zaprti oddelek v bolnico, kjer boš imel obiske samo za Veliko noč pa Božič. in Anja Ramšak. Ja, čak. Anja, kaj je to? To je To ni moj avto. Je, se je. Ne, to ni moj avto. Ne, ni. Ne, to ni moj avto. To je tudi noč. Joj, roza barda je! Kako dobri časi. Fule je bila vrana. Če, kak je te ona lahko nominirana za moj avto? Čeprav v bistvu ni treba te koverte, se vemo, kdo dobija, ne? Za najboljšo idejo, poslušaj, na področju prankov vseh časov dobi Roškarja za prank leta Anja Kaj pa, če ne piše to noter? Dajmo reči, da česa drugega nismo pričakovali, hvala lepa. Ne. Jaz govora ne bom imela, ker sem s prankom povedala že vse. Hvala, Akademija Roškarja. Tega roza Roškarja bi jaz mogel dobiti. A se nimamo fajn? Uživaj, gremo. Glas lepo te, prosim. 6. nominacija. Nominiranci za Roškarja za kalkulator leta so Robert Roškar, Torek, torej današnji dan, je dan v tednu, ki je v obe smeri najbolj oddaljen od petka. A me razumeš, se pravi, isto je 3 nazaj, pa 3 naprej. Se pravi, je direkt v sredini. Ja, ne vem točno, kaj sem se hotel povedati. Enako oddaljen od obeh petkov. Od obeh petkov, ja. A few moments later. Ne, resno. Ne. To ni držal ta tvoje štetje. Je! Kako? Je 3 dni od petka, pa 3 dni do petka. Ponedeljek, nedelja, sobota do petka, pa sreda, četrtek, petek do... Ne gremo prav noter. Jo, še samo. Kaj, ponedeljek? Je do petka. Ne! To je grozna blamaža. in voditelj petkovega pub kviza v Denis Audičovu, njegova ekscelenca Dino Kapetanovič. Prešerjem da 1 točko. Je pa največji podušnik. Ampak Presenjak pa da 2. Imam tle napisano, pa pokažem. Ja, tako da dobi Denis 1 točko in pa Deželak 4, zato ker je dača. Ti dobiš 10 točk, Lara, zato ker si razmišljala o nečem drugem, kar nisi rekla. Tako, ni rekla. Jana, bravo, dobila si 11 točk. Kako se? To, ki je bil vreden ta vprašanje. Ne, se ti heca. Ja, žal, tako je. Imam 3 točk, ajde, vsi vi dobite vsak po 1 točko, imel sem jih 3. Lara, bravo, 15 točk. 15 točk. 8 točk za listo plat. Denis dodatnih 211 točk si dobil. Hvala. Zakaj? Se ni nič prav odgovoril skoraj. Ne dvomite v moje točkovanje. Vsi dobite še po 51 točk. Veš kaj, dam ti 20 točk, ker vidim, da prav noče zmagati. In to pa meni tudi ni všeč. Zdaj si dobil še 2200 točk in Miha je spet odnesel zmago s piercingom na koncu. Kaj takega? In današnji zmagovalec je Deželak. Deželak, absolutno z najboljšimi ugibi. Zmagovalec je Miha, zato ker to je pri njegovem stilu. Današnja zmagovalka je pa Majda iz Postojne. Majda, čestitam, napisala mi na Instagram, ali zmagam kviz, pa sem rekel, zakaj pa ne. Bravo, Majda! To stari. Ej, prosim, ampak... Jaz nimam te nominacije na spisku. Ja, ne sem dala jaz zraven, ker se mi zdi, da bi bilo prav, da vsi dobijo Roškarja. Se mi zdi tako prav pošteno, veš, kako smo na naši firmi pošteni. Dodala si ljudi, a vsi morajo dobiti Roškarja. Za izjemno kreativnost in izjemno nepoznavanje osnov matematike, Roškarja za
kalkulator Če si vse prevzela, zdaj ti kaj zdaj spoš? dobi Dino Kapelanović. Stari, bravo. Čestitke. Izvolite. Še eden. Tukaj le kar izvoli, pa dam si čas. Hvala. Wow. Pismo. Lej, to je dokazal vse mlade, ki gledate. Če na vsaki tok cajta prideš in daš 10% truda, no, vam bo rata, lej, jaz vam povem. Tako da ne se dati. Ja, ne se dati. To je to. Hvala. Vedel sem, da ga bom dobil, ki ste mi povedali. Tako da res hvala. Super, no. Upam. Ne, nimam nič za prej. Super, je izjemen govor. Hvala. Ej, to. Je bilo, ja. Zdaj pa dajte še en aplauz. Zdaj, a viš, za dol. 11 to. Hvala lepa. Ma smisel še? Mama. Gremo na naslednjo nominacijo. Nominiranci za Roškarja za arheologinjo leta so Robert Roškar, Zalka, pa grem jaz zdaj na božični ples. Moram priznati, da čeprav se jaz načeloma tej stvari smejim, me vsake toliko časa pa malo stisne, pa me malo stara leta skrbijo. Ampak, če je tako, ne skrbi me več. in Jana Morel. To mi tlesva. A veš, ti verjetno se ti je narisala una slika. Če sem čisto iskren, sem prej tamle bil odzadaj in sem malo pokukal noter in me kar malo v bistvu zdrmal. Ja? Ja. Hostesnik, prosim za kuverto. Kaj pa gumke? A jaz smo že? A ja, se on si gumbe odpira. Za vsakega roškarja en gumbak. Glede na to, da je nominacija arheologinja leta, mater, sem že vnaprej presenečen, kdo bo pa zdaj to dobil. Za izjemno glasbeno raziskovanje in izkopavanje, izmikanje kačam in nastavljanje sončnim žarkom, Roškarja za dokumentarec o zgodovinskem koncertu legendarne rock skupine Siddharta na Plečniku na stadionu dobi Jana Morel, valjda. Hvala lepa. Jaz bi samo rada povedala to, da je za prihodnje leto v načrtu nov dokumentarec in sicer o Robertu Roškarju, zato ker očitno fosili ful palijo. Hvala lepa! Vzem te ekipe nazaj. Prav to sem hotela predlagati, presežem, da mi piše. Valjda si tudi še ti povedala, da mora to reči. Naprej. Gremo na naslednjo nominacijo, ker mislim, da smo prišli do Veš, viška Roškarjev. 20, 24. Naslednja nominacija je najbolj pomembna noviteta letos. Zdaj bomo podelili prvič Roškarje nekomu, ki spada med najbolj pomembne ljudi Radia 1 in to so naši poslušalci. Pozvali smo vas, da nam pošljete vaš najbolj zabavni video z vašega telefona. In odziv je bil res super. Hvala lepa vsem. Z Rošem se zahvaljujeva. Dali ste nam kar nekaj dela, no. Pregledala sva vse. Ste ful velike cari in upamo, da to ponovimo tudi Res je, drugo in leto. po dolgem in natančnem ogledu vseh filmčkov, ki smo jih prejeli, se je Akademija Roškar, ki jo sestavljajo Robert Roškar, odločila za naslednje kandidate. Nominiranec za Roškarja leta za najbolj zabavni video Robert Roškar definitivno ni, ampak sta Primož Grilc in Gregor Fras. Ful je vroče tla noter. Bil presmeh in tako. Si ga že daj ponosla? Poglej, Berta! Poglej to! Premikaš noče noši, da druga prinesel, tudi enkrat ti več jaz ne dam. Tole imam zdaj za zahvala, ko smo jezdala. Takole, prosim za kuverto.
Roškarja dobi Primož Grilc. Primož Grilc. Za smrčečo muco. Primoža Grilca ni. Primoža Grilca pa ni, dame in gospodje, izvedeli smo, da mu toliko veliko pomeni zmaga, da se je začel že kar malo zvezdniško obnašati in je rekel, da njemu ni potrebno priti na podelitev. Tako da, poglejte, mi ne moramo pomagati in bi prosili, če v njegovem imenu kipec prevzame kar... Gregor Fras. Gregor. Izvoli. Če se bosta srečala, se bosta, drugače pa ga zadrži. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa. Boš tudi lahko pa kaj poveš, če želiš. Lahko tudi ne, v bistvu. 3 besede. Pozdravil se ženo pa otroke. Pa sosede. Hvala za kipec, kaj naj druga rečem. Odkud pa si? Maribor. Maribor, prav. Maribor. Maribor šampion. Bravo. Vidiš, kaj si ostala učila. Hvala lepa. Ok, naslednja nominacija. Obrneš list? Se ni, vem, da je težko. Kam ti daleč te liste? Ne, ni šlo. Hvala lepa, naslednja nominacija. A je možno, da je bila ena, da jaz ne bi bil razočaran? Naprej, glas. Nominiranci za Roškarja za najkrajši, najdaljši dopust so Robert Roškar. Govorila o tem, kako Roškar prvič dela. Pač prav v mojih 2 dnevih bolniške. On začel sam od sebe nekaj delati, no, danes se mu drži na bolniški. Danes ga že prepušček boli. In da sem je sama, no. Očitno ni pametno, da prevečkrat manjkam, če pa se začnejo neki procesi v telesu odvijati, neznani procesi, ki pač so posledica nekih neznanih dejavnosti, kakor je delo na delovnem mestu, ne. In se sem sama, evo ga. Vidiš, kaj pa meni bogi strati mogu delati v službi, jaz ne zaslišano. In tako je bilo 14 dni, sam povem, ok, naprej. In Denis Audič. Vsi so na dopustu ali pa se pač pogovarjajo, kako je bilo, kako je še na dopustu in tako naprej. V medijih so najbolj resne novičke, ne vem, ločitve, poroke, športni prestopi, debate ob kavi pa so v vremenu in na katerem majhnem prehodu se najmanj čaka. A veš, to je to. Letos so od vsega tega ostale sam debate o vremenu. Letos se je avgust začel odkol. Konkurenčno, tega res ne vemo, kdo bo dobil. Nekdo, ki je prekinil dopust in zbral 2 milijona za žrtve poplav, ali nekdo, ki je 2 tedna ležal v posli in se smilo samemu sebi. Izvolite. Kar odprijo za vsak slučaj. Grozno bomo šokirani nad to razglasitvijo. On ima srajco odprto, mimo grede. Tak je bil plan. Roškarja za najdaljši, najkrajši dopust prejme... Edini in edini Denis Audič. Na usta. Ja, seveda. Spoštovanje. Brez na usta. V redu, hvala. Dobar je. Hvala. Hvala akademiji, hvala Anja, hvala Noel Mačkan. To je to, vidiš, to je to. Ni bilo, ta Roškar ni sam moj, za to stvar namreč cela ekipa na radiju je prekinila ta dopust, marsikdo je bil na dopustu in so takrat prišli nazaj, tako da je tak mal, je skupni Roškar, pa Folko tudi hvala, ste donirali. Pač ne bom se zajebaval iz tega, ker se mi zdi, da pač iz dobrodelnosti se nekako ne bi. Tako da še enkrat hvala vsem. Čestitka. Sam malo. A te lahko, ja, ne, ti si končal, hvala. Andraž, ti snemaš, ne? A te lahko prosim, da pokažeš copate od snemalca Mareta? Hvala lepa. Ok. A sem jaz na vrsti zdaj? Tako, 10. nagrada. Ja. In sedaj prosim za trenutek tišine. Vsi smo bili prej tudi tih, ki si ga prijel. Trenutek je mimo. Hvala lepa. Sedaj pa je na vrsti. Ta je bila res dobro, moš priznati. To je vrstni podelitev verjetno skoraj najbolj pomembnega Roškarja. Glas, a me lahko rešiš muk, prosim, napovej. Nominiranka že 9. zapored za Roškarja za mamo leta je ena, edina in še vedno neporočena Nina Igrutinović brez konkurence. Skrbim za goste, da smo na trasi, takrat, ko moram biti. Drugače pa, gremo državljak, junak! Smo najboljša ekipa! Spimo doma! To je to, mama! Štima! Stisan avtec, stisan državljak! Ajde! To je fucking ekipa, svaka čast!
Grizi. Ajde, imamo to. Vem, da pečejo noge že ful dolg pust, ampak carja, res kapital. Pa dajmo se zdaj spet z Bistrice, smo bili na kosilu, pojedali smo malo blablabla, tako da dajmo zdaj spet nazaj. Pazi, 3, 4. Deželak, Irak! Gremo do Laškega. Hop, hop, hop. 3, 2, 1. En velik aplauz, dame in gospodje. Roškarja za mamo leta, prej Melina in Brtinovič. Izvolite, kar. Hvala lepa. Lahko tudi Noela objameš, če hočeš. Zdaj še nisem poročena, a ne? A ja, isto ne. Bravo. Anja! Izvolite. Ti pa, a nimaš ti deda dom? V glavnem, tega nisem pričakovala. Jaz obljubim, da se bomo zdaj naprej mandrla, ker očitno se skozi deram. Ampak s kremo se bo pa še mazala, a ne, Miha? Ja, hvala. Bravo! V bistvu, nekega haska ni, no, mi rečemo haska, zame zdaj ni, no. Tako da lahko po mojem mnenju tudi počasi kar nehamo. Ne se bom pustila, da moj najljubši sodelavec ostane brez Roškarja. Aha, torej si se vendarle končno spomnila na svojega najljubšega sodelavca. Tako je. Tudi Želak mora nekaj dobiti. Izvolite, glas. Nominiranci za Roškarja za življenjsko delo so kdo pa drug kot Miha Deželak. Oh my God, no. Lej, kakve vine matale, lej ti to. Oh my God, lej to. A poznate un komad? Kako že gre? Mami. Jaz sem srnjaček. Poslušaj ti. Moj sin te lahko spravi v službo. Bravo, mama. Ne dela, čak. Ja, moraš ga odpreti, budan. A ja, sorry. Če mi je šprice na oči, to peno. Jaz hočem pomahati temu gospodu tam v tem avtu. Ne morem, roka ne maha, lačna je. Ne more več mahati, moram stopar jeti, ker je ta lačna. Evo, si pomagate, lačni ste, dve, moramo jeti, pojmo pomagati. Ja, dragi. Prosim vas, da vstanemo za razglasitev nagrajenca. Ja, bomo vstali, prosim, vsi skupaj. Ne, veš kaj, ne rabim kuverte. Dragi Miha Deželak, čestitke. Za življenjsko delo Roškarja dobiš iskrene čestitke vsi. Gremo. Kaj boš najprej? Izvolite. Čestitke. Za Izvolite. mikrofon. Kar vzem si čas. Ojebem ti. Ja, hvala za... Najprej moram čestitati vsem predhodnikom, ki so dobili kipce. Meni oči. Spet me je zmedel, vidiš. Pol pa, ko se on oglasi, pa gre vse iz glave ven. Ne. Jebem ti. Hvala lepa za tole, no. Upam, da bo ta akademija še živela tako naprej, a ne? Ja, imamo še par let. In da bo še veliko takih kipcev v vseh naših rokah. Jebem ti, kako je lepi. Irena, le to, je. Ja, jaz sem vzhičen, jaz sem ganjen, kaj da rečem? Vse je v redu, ti lahko narediš točno to, kar hočeš. A kad to dobiš, je pol konca, ne? Ne, konc prireditve, ne, sorry, ja. Ja, hvala lepa, to je to. Hvala, Miha, hvala za vse, kar počneš. In še ena nominacija, Roši, ne, še ena nominacija. Ne, v redu, bom jaz, tak nimam haska. V redu, bom jaz tle ostal. Ja, prav. Imam tle šampanc, dajte mi en kozarc, ker itak nimam nič od te prireditve. Pa dajmo sami. Še ena nominacija, glas prosim.
Nominiranec za Roškarja za poraženca leta je Robert Roškar. Nismo se mogli odločiti, ker video bi dali, tako da Roškar ni dobil nobenega Roškarja, kar pomeni, da Roškarja za poraženca letos dobi, dame in gospodje, Robert Roškar! Pridi no! A je to kakva fora? Ne, pridi ti samega sebe! Ok, ampak... A je res to za nagrada? Za poraženca leta Robert Roškar, izvoli. Izvoli. Ja, najlepša hvala. V glavnem, jaz moram priznati, da je Akademija Roškar delala na tem, če se da pač... Tako, pa smo prišli do konca še enih Roškarjev. Hvala vsem ustvarjalcem in hvala vsem, ki nas spremljate na Radio 1 ali na socialnih omrežjih Radia 1. Še bomo ustvarjali in zagotovo se vidimo tudi prihodnje leto. Hvala vsem tudi, ki ste prišli. Čestitke za nagrado. Čestitke.